je pred dobrimi 100 letami potekala velika vojna, kot smo jo rekli, prva svetovna vojna. Tukaj so umirali, se borili, trpeli ljudje različnih narodnosti. Zakaj so umirali, zakaj so borili? Za mir. Borili so se za mir, borili so se z orožjem, žal veliko je tudi tukaj umrlo. Danes pa po istih hribih, po istih dolinah potekajo poti miru od Alp do Jadrana. In na teh poteh se zopet srečujemo potomci istih narodov, ki so se pred stoletji tukaj borili. In prav je, da nas te poti povezujejo in združujejo, ter tako tudi tam mir negujemo naprej. Mir, ko smo veliko krat slišali v teh letih, ni nekaj samodejnega. Za mir moramo delati moramo vsak dan. In kot vemo, steza, po kateri ljudje hodijo, je živa, dokler ljudje tam hodijo. Ko jo zapustijo, se steza zaraste in steza večni. In te poti miru, ki so zdaj obojene, ki so zdaj napravljene, pa ne samo fizično, predvsem to, da ljudje hodimo po njih, se srečujemo, je to naša naloga, da mi za te poti miru skrbimo, da te poti bodo čim širše, čim lepše, čim bolj prehodne in prehodne bodo toliko bomo mi v njih vlagali. Tako da jaz vsem skupaj želim, stopimo čim več na pot miru, bodimo jedan drugim prijatelji, bodimo znanci, dajmo se nadgrajevati na drugega, spodbujati in optimistično gledati v jutri. Slovenecem, Slovenecem, tako je mati Diana, kome je dete pestovana, kome je dete pestovana. Zatvorej dobro vem, Slovenecem, Slovenecem, zatvorej dobro vem, Slovenecem, 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 odziveli do groba, negane moja se zvestoba, negane moja se zvestoba. Dal ste ga reči smeh, Slovenecem, Slovenecem, dal ste ga reči smeh, Slovenecem, Slovenecem, dal ste ga reči smeh, Slovenecem, Slovenecem, dal ste ga reči smeh, Slovenecem, Slovenecem. Tukaj na celju, na nek način v simboličnem objemu tega napisa in zvezdnatega neba, smo se zbrali, da se spomnimo tistih fantov in mož, pa tudi žena, ki so v teh bitkah po Soški in drugih frontah dajali in dali svoje življenje, da mi danes lahko uživamo to, kar imamo. Kultura, ki jo predstavljajo križinski spomeniki, zvezda do nebu, ki je edina omejitev našega duhovnega življenja, nam jasno govorijo o človekovem dostojanstvu, hkrati pa tudi o vseh tistih zabludah, ki smo jih kot ljudje sposobni. Velikokrat smo že kje prebrali, da se vojaki bojujejo med seboj, čeprav se ne poznajo, za interese in egoistične težnje tistih, ki se dobro poznajo. Življenje je neizmerna vrednota. Vrednota, koliko jo cenimo in koliko jo znamo tudi prav živeti. Prav živeti tudi v tem smislu, da smo jo za določene cilje, za določene vrednote pripravljeni tudi žrtvovati. Vojak je to pripravljen. Pripravljen zaradi tega, da brani tisto, kar ima rad,
ne zaradi sovraštva do tistega, kar je pred njim, marveč zaradi ljubezni do tistega, kar je za njim. Zato naj bo tudi ta naša duhovna razsvečenost tisto notranje vodilo in trdni temelj, ki nam bo pomagalo, da ne bomo ponavljali napak in zabud preteklosti, marveč bomo zmogli in hoteli uresničiti tisto plemenitost, ki jo imamo v sebi in ki jo nujno moramo priznati tudi našemu bližnjemu. Če bi naš ded ne grešil, bi tudi vojne ne bilo. Zaradi naših človeških slabosti smo drug do drugega nesramni, velikokrat težki in vse prevečkrat tudi sovražno nastrojeni. Briženski spomeniki in zvezdnato nebo naj nam bodo vodili. Mirno! Čas, zdravo! Mirno! Noge! Namest mrtv! Namest prosto! In srce ti